Torej, ja, zdaj moram tle ne zapiti kamero, zato ker sem to rekel, da moram biti v kadru. Kako še jaz nekaj vprašam? Ko ste rekli, da je človek simbolno bitje, ne? Mene samo zanima, kako se lahko tudi subjekt, kot nekaj, kar pravzaprav nastane v simbolnem. Subjekt je nekaj vrste produkt simbolne, čeprav razumem. Tako bi Altiser tudi rekel in do določene mere tako je. Altiser je imel s tem velike težave, ok, pustimo. Ok, jaz jih imam tudi nekaj, no? Čist bom povedal, to sem mislil izpostaviti. Namreč, če je subjekt neke vrste produkt simbolnega, simbolno je pa nekaj, kar je na nek način človeku dano. Kar je človeku, vsej simbolni red je na nek način ustvarjen, ko se človek v njega nekako privzgoji in se mu nekako priliči. Vsej tako jaz razumem. Kje je tukaj prostor za svobodno voljo? Ja. Namreč, kot red simbolov, ki je lahko človek kot subjekt, produkt tega, sploh ima ta prostor. Sej, ja, to je klasično, težko, zahtevno vprašanje, ki se ga dotikamo vedno znova. Zdaj, lahko bi se mu posvetili, naprimer, to je vprašanje, s katerim se je resno veliko ukvarjal Spinoza. Spinoza je, dobro, tudi Descartes, ampak mogoče še bolj pomembno je Spinoza. Spinoza je prvi novoveški filozof, oziroma sploh prvi filozof, ki se mu to vprašanje zastavil. Ali je človek sploh svoboden? Ali pa je morda ta ideja o svobodi, ker, veste, niso ljudje vedno mislili, da so svobodni, daleč od tega. Ni res. Stoletja, ni nobene ideje, da je človek svoboden. Novoveška filozofija je velik projekt, je velik podvig, nov podvig in med drugim se mu zastavi tudi, torej Spinozi, to temeljno vprašanje. Podobno je razmišljal Kant. Ampak, dajmo takole narediti. Bom jaz današnje razmišljanje tako speljal, da bo v njem tudi odgovor na to vprašanje, oziroma odgovor. Se moram tega dotakniti, bo razmišljal o tem. Altiser je imel trenutno študiram eno knjigo, ki je posvečena izključno nekemu problemu, oziroma neki enačbi. In to je pa nekemu delu, neki knjigi, ki je nastala 1982, napisala v enem delu. Enačba je zelo zahtevna in številni avtorji so se od takrat naprej, ko je nastala, ukvarjali z njo in ni jo enostavno razumeti, to zagotovo ne. In to je Badiouijeva ideja, da je ontologija matematika. S tem se ne bom zdaj ukvarjal, ker to bi predolgo časa potrebovali. Ampak sam povem, da študiram to knjigo, ki je namenjena izključno razumevanju te enačbe. Ali je ontologija zares matematika in v sklopu razmišljanj o ontologiji je seveda tudi vprašanje, ali je človek v resnici svoboden, ali pa to samo iluzija, ali pa se mu samo zdi, da je svoboden. Ampak pojmo lepo počasi. Če gremo lepo počasi, tole je samo bolj za okras gor. Ne bom prav konkretno tega matema razlagal, Lacanov matem. To bi tudi zahtevalo, naprimer, en semester. Ali mogoče 2. Da bi razložili, kaj je na platnu. To je zdaj bolj za okras, za uvod, mogoče kot pripomoček, da se lahko v določenem trenutku obrnem
na to. Govoril bomo o potrebi po filmu. Evo, mogoče malo lažjimi zadevami najprej. O potrebi po filmu. Obstaja potreba po filmu. Ko rečem potreba po filmu, ne pomeni samo to, da pa, če imamo veliko filmov, da jih lahko gledamo. Govorimo o potrebi po filmu. Govorimo o tem, da so filmi danes zelo potrebni, zelo potrebujemo. Najprej bom povedal, zakaj jih potrebujemo, zakaj je to mogoče zagovarjati. Iz tega bo seveda sledilo vprašanje, kako je s filmsko pismenostjo. Odgovor je že naprej dan zelo slabo. Zelo slabo. Potem bomo pa naredili še en sprehod skozi nekatere ideje, skozi nekatere koncepte 20. stoletja in med drugim tudi odgovorili na vprašanje, ki ga je zastavil kolega. Torej, odkot potreba po filmu? Zakaj? Lahko o tem govorimo danes. Do te ideje, do tega spoznanja, da obstaja potreba po filmu, moramo šele priti. Ni ugotovitev, ki kar pada z neba, to šele ugotovimo. Torej moramo najprej povedati, kako smo sploh ugotovili, da obstaja potreba po filmu. Dolgo časa v 20. stoletju namreč ni nobene posebne ideje, da obstaja potreba po filmu, čeprav so ljudje filme radi gledali, veliko so jih gledali, so popularni, uporabljali so jih propagandne namene in politične namene in tako dalje, ampak strogo vzeto te ideje dolgo časa ni bilo. Dolgo časa tudi ni bilo nobenih resnih teoretskih posegov. Dolgo časa ni bilo nobene teorije filma. Ni se zdelo avtorjem potrebno, da bi se ukvarjali. Zdelo se je torej, da je zadosti, če filme kratko malo gledamo, če se nam všeč. Da ni nobene potrebe po vprašanjih, kaj film sploh je in kaj film dela z gledalcem, kaj dela z nami. Dolgo časa, zelo dolgo časa, desetletje. In šele recimo, v sredi 70. let 20. stoletja nastanejo prvi dobri, resni teoretski koncepti, ki naprimer poskušajo razumevati film s pomočjo psihoanalitičnih konceptov. S tem, kar je tudi v naslovu teh naših srečevanj, psihoanalizen film. In ko se to začne dogajati, torej ko avtorji začnejo uporabljati nekatere koncepte, psihoanalitične, ne samo psihoanalitične, tudi filozofske, tudi nekatere druge, ampak zaenkrat ostanemo pri psihoanalitičnih, se počasi tlakuje pot, po kateri pridemo do spoznanja, da v resnici obstaja potreba po filmu. In danes je ta potreba večja, veliko večja, kot je bila v 70. letih prejšnjega stoletja. Zakaj je danes večja potreba? Odgovor na to vprašanje so razmerno preprost. In vsakdo ve, da je res, kar bom povedal. Namreč film ima to lastnost, da lahko s pridom uporablja popularni jezik. Se pravi, film je z lahkoto tak, da je privlačen za velikanske množice ljudi. Z lahkoto je tak. Ni nujno, da je, ampak z lahkoto je. In to filmu ni nujno, da to filmu škodi. Daleč od tega. Ni nujno, da recimo včasih se ljudje zmrdujejo čez hollywoodske filme, češ, da so narejeni za denar, da so preveč komercialni, klišejski in tako dalje, in tako dalje. Včasih je to tudi res, ni pa vedno res. Obstaja množica popularnih filmov, ki so izjemno dobri in jih ljudje ne razumejo, čeprav so popularni.
radi jih gledajo, pa to še ne pomeni, da jih tudi razumejo. Da tudi vedo, kaj z njimi početi, če lahko rečem. Torej, film ima obliko ali pa oblike, ki so za ljudi lahko zelo privlačne in to je danes pomembno. Danes je pomembno, ker je tako rekoč nemogoče pripraviti koga, da bo na primer preštudiral Heglovo fenomenologijo duha. To je zelo težko danes doseči. Ker ljudje, celo filozofi, čutijo odpor, da bi brali tako debele knjige, ki so nastale, naprimer, tako kot Heglova v 18. stoletju, ko so ljudje drugače kot mi danes pristopali, če lahko rečem, k knjigam. Takrat filma itak še ni bilo. Za nekoga, za enega študenta, ki je hodil na Heglova predavanja, pa na Kantova predavanja v času francoske revolucije, ni bil noben problem prebirati težke, zapletene, dolge traktate, abstraktne stavke, kakšne najdete recimo v Kantovih in Heglovih delih. Noben problem. Danes pa je. Ker smo tudi mi drugačni. In živimo bolj ali manj v svetu popularne kulture, v katerem prevladujejo podobe. Zato je danes film neprimerno bolj privlačen kot knjige. In čisto ne pomaga jamranje in stokanje, naprimer knjižničarjev, da ljudje premalo berajo. To prosto ne pomaga. Ne? To ni zaradi tega, ker so ljudje zlobni ali pokvarjeni, zato da so časi taki, ki živimo v takem svetu. In seveda iz tega nujno sledi vprašanje, kaj potem ponujati ljudem, če imamo v mislih ideje, recimo, razsvetljenstva. In odgovor je samo eden, ja, filme. Filme, dajte jim filme gledati in seveda naučite jih filme gledati. In potem se lahko začnemo pogovarjati. Če pa ljudje samo gledajo filme, se pa nimamo kaj dosti pogovarjati. Zato, ker ljudje spontano gledajo filme na tak način, da so jim bolj ali manj všeč ali pa jim niso všeč. In jih gledajo tako, kot jih pač spontano znajo, kar pomeni, da jih vidijo kot zgodbe. Ampak film je vse prej kot zgodba. Je tudi zgodba. Ampak je bistveno nekaj drugega. Filmi, za katere lahko rečemo, da so dobri, to svojo prednost v današnjem svetu, da lahko uporabljajo filmski jezik, pa filmske govorice še bolje, ki so za ljudi zelo privlačne, s pridom izkoriščajo. Zato je danes dejansko potrebno gledati zlasti dobre filme. Ker na nek način, v nekem smislu, nadomeščajo knjige. Oziroma, nadomeščajo odsotnost prav velike potrebe ljudi, da bi brali knjige. Še vedno berejo. Ampak film ima pač določene prednosti danes, zagotovo. Sploh pa v obdobju interneta, ko je dejansko težko pripraviti ljudi, da bodo brali eno knjigo, za katero je treba vzeti, naprimer, 3 mesece časa, vsak dan po 2 uri. Medtem, ko film pogledate v 1 uri pa pol. Medtem, ko po internetnih straneh se ljudje zadržujejo po nekaj 10 sekund v povprečju. To so že zdavnaj izračunali. Danes je torej koncentracija, pozornost, spontane vsakdanje zavesti, dejansko se meri v sekundah, pa mogoče v minutah. In sam, recimo, sem imel kar nekaj časa svojevrsten problem, ker so pritiskali name, da živimo v svetu, ki se ga ravnokar orisal in da moram svoje predavanje opremiti slikami, zvoki in podobami in PowerPoint in ne vem čem. In v določenem času sem celo temu podlegel. Ampak ti pa nič boljš.
To je bistveno, nič drugačno ni bilo. Zato sem to ukinil. In danes se na trenutke lahko počutim tako kot Kant ali pa kot Hegel. To, da ljudje 1 uro in pol izbrano poslušajo, recimo ene teoretske stavke, je spet potem nekaj upanja, da še ni vse izgubljeno. Ni treba nujno kazati ljudem samo filmov in slikci in podob in PowerPointov. Še nekaj je zanimivo, jaz sem tudi to zelo kmalu, namreč, če sem dal šel na kakšen kongres, sem se zelo hitro prepričal, da ljudje delajo nekaj zelo zanimivega, predavatelji namreč. Najprej naredijo PowerPoint, ki je poln besed, potem jih pa berejo. Zanimiv refleks, če se vam kdaj to zgodilo. Da PowerPoint gor, vi ga berete, predavatelj pa stoji zraven, pa ga bere skupaj z vami, na glas. To je nekaj norega. Torej, očitno ima beseda še vedno svojo moč. In tudi, ko jo v slikcu spremenijo, jo berejo. Torej, potreba po filmu. Potreba po filmu zato, ker so dobri filmi izjemno produktivni, če jih znamo misliti. In za ponazoritev film oziroma komentar k filmu, ki ga lahko gledate v teh dneh, to je hollywoodski spektakel, eden v vrsti spektaklov na podobno temo. Gre za spopad med Batmanom in Supermanom. Ta film je treba videti. Ne vem, če ga je kdo od vas že videl, treba ga je. In nič ne pomaga, če rečete, da hollywoodskih spektaklov in akcijskih filmov ne gledate radi. Vse je treba to gledati. Vse tudi Hegelove fenomenalne duha ljudje ne berejo radi. Take knjige beremo zato, ker je treba, ne zato, ker bi radi. Treba svoje novo malo premagati. Torej, meni ne zadošča, če mi kdo reče, kaj s tem, jaz pa horror filmov ne gledam. Pa jih vseeno treba gledati. Ali pa hollywoodskih blockbusterjev ne gledam rad. Verjamem, ampak je vseeno treba. Ker če nismo sposobni premagovati lastne lenove, potem se ne moramo ničesar naučiti. Pa je konec zgodbe. Torej, če gledate Batmana proti Supermanu, ali pa obratno, se vseeno, podnaslov filma je tudi izjemno dober. In to je Dawn of Justice, se pravi zora pravičnosti. Zora pravičnosti. Lahko bi celo rekli rojstvo pravičnosti. Zora je metafora, zorevanje nečesa, novega dne, naprimer. Zora Sarajeva jutro, nov dan Sarajeva, nekaj novega Sarajeva. Dober podnaslov. In v podnaslovu je beseda justice. Filozofski koncept. Pravičnost. Kaj je to drugega kot filozofski koncept? Pravičnost. Povezan z vprašanjem, kako biti pravičen. Kako biti v vsakdanjem življenju pravičen. Kako živeti pravičnost, kako delati pravična dejanja, kako prepoznavati krivice oziroma nepravičnosti. V trenutku smo sredi filozofskih razprav, naprimer. Pa ne samo filozofski, psihološka vprašanja. In ta film se ukvarja z množico ne samo filozofskih, ampak tudi psiholoških in socioloških vprašanj. Z množico. Jaz bom omenil 3. V resnici jih je več, ampak ne to zadošča. Nekje v prvem delu filma, film je dolg 2 ure in pol, v prvem delu filma se gledalcu že zdi, da se dogaja v mestu Gotham, seveda, da se dogaja nekaj zanimivega, nekaj nenavadnega se dogaja. Vemo namreč, da obstajata 2 superjunaka. Prvi naslov tudi, en je Batman in Superman. Obstajata 2.
In seveda, če obstajata dva, je že vprašanje, kakšno je njeno medsebojno razmerje. Ker praviloma smo navajeni, da je superenak eden. Tudi v pravljicah, ki jih pripovedujemo otrokom, je superenak eden. Oziroma, tudi če bi slučajno bila dva, je eden gotovo vzel. In bo tisti, ki je dober, premagal tega drugega. Spravi, superenak je na koncu, vsaj na koncu, vedno samo eden. In ta dela dobro. No, v tem filmu pa ni tako. To je zelo preprosta ideja. V tem filmu je bistveno drugače. In to je dobro, da je tako. Torej, v enem trenutku se zastavi tole vprašanje, tudi v filmu. Rečejo, se zastavijo to vprašanje, kajti videti je, da prebivalci mesta Gotham vse manj marajo za te superjunake. Videti je, da ljudje z njimi več nimajo kaj početi. Videti je, da so superjunaki preprosto odveč. Videti je, zdi se, da je tako. To je zelo pomembno, kaj ti, če ljudje ne potrebujejo več superjunakov, mi smo spontano navajeni na idejo, da jih, odnegdaj jih. Pa če prebiramo mite, legende, pravljice, zgodbe, pripovedke, vedno jih potrebujejo. So jih potrebovali, so govorili o njih, so si jih želeli in tako dalje. To je pomemben element človeških kultur, človeške psihe in tako dalje, da ljudje potrebujejo superjunake, da želijo superjunake, da se obračajo na nje, tudi če jih ni, da se jih torej celo izmišljujejo. V končni fazi se obračajo na Boga. In seveda je spet vprašanje, zakaj? Zakaj ljudje potrebujejo superjunake? Tudi če jih ni, si jih izmislijo. Zakaj? To je dobro vprašanje. No, ampak v tem filmu se torej zdi, še enkrat poudarjam, da se zdi, ker ni nujno, da je čisto tako, ampak zdi pa se, da torej ljudem ta dva superjunaka, torej Superman in Batman, da jim je pravzaprav vedno bolj vseeno. A sta, ali nista, zdi se, kot da ne potrebujejo, nenadoma ne potrebujejo. Sprav, ljudje potrebujejo od nekdaj superjunake, zdaj pa naenkrat nič več. Zato se postavi novo vprašanje, zakaj jih ne potrebujejo, če se prej postavlja vprašanje, zakaj jih. Ali to pomeni, da vse probleme, ki jih imajo, lahko rešujejo sami, a to morda pomeni, da problemov več nimajo, ali kaj? Kaj se dogaja? Izjemno dobro vprašanje je to. Zlasti leta 2016, v katerem vemo, da ima človeštvo pred seboj nekaj gigantskih problemov, za katere je dejansko vprašanje, če jih bo rešilo. Eno od teh problemov se imenuje podnebne spremembe. Naprimer. Drugi se imenuje kapitalizem. In sledi, to je treba zelo natančno, in sledi torej nadaljevanje. Zdi se torej, da superjunaka nista več potrebna in v enem trenutku nekdo tudi reče, kaj pravzaprav Superman, ki še vedno obstaja, tudi če se zdi, da ga ljudje ne potrebujejo, še vedno opravlja svoje delo, rešuje ljudi, ki so v stiskah, zagatah in tako dalje, se zastavi vprašanje, kaj v resnici on dela? Kaj Superman dela? Reši kakšnega človeka, reši kakšno osebo, pred katastrofo, pred nesrečo, ok, ampak še enkrat ne zdi se, kot da to ni dovolj, kot da se ljudem zdi, da to ni nič takega. Zato se zastavi vprašanje, kaj Superman dela in ali ga dejansko potrebujemo. In še eno vprašanje se zastavi, in to je dobro, to je zelo dobro, to je fenomenalno. Zastavi se vprašanje, komu je ta superjunak, se pravi Superman, sploh odgovoren. A on kar dela, kar hoče? A kaj? In začne se zanimivo zapletanje s to idejo namreč. Rojevajo se nova in nova vprašanja, ali mora biti Superman komu podrejen.
Ker če je Superman, ne, a se je sploh kdaj postavilo to vprašanje? Ni. To je zanimivo, tudi ko beremo pravljice. Ne? Tretji sin ali 12. ali whatever, ne? Reši na koncu probleme, težave, pripelje kraljično, ubije zmaja, premaga čarovnika in tako dalje. Ali se kdaj zastavi vprašanje, koga on pri tem uboga, kateremu principu sledi ta Superman ali pa junak, se vse je. V tem filmu se to vprašanje zastavi. In zastavi se še eno vprašanje, ki je v bistvu malo ironično, namreč vprašanje pride z druge strani. Kaj bi pa vi hoteli? Nekdo vas pride rešiti, rešuje probleme, ki jih vi niste sposobni rešiti, vi pa komplicirate, a v Boga vaše zakone ali ne, jim je podrejene, jim ni podrejene. Zadeva se zelo zanimivo zaplete. Ali mora biti Superman komu ali čemu podrejen? Ali je nad zakoni in pravili, ki veljajo v določenem občestvu? Ali kaj? A posluša Boga? To vprašanje se postavi. Če nas noče v Boga, pa poslušati, ne? A posluša vsaj Boga? To je vse v filmu. In kaj bi to sploh pomenilo? No, to je en sklop vprašanj, ki, ko berete malo recenzije tega filma, jaz sem jih pregledal kar veliko, o tem ni niti besede. To je špil. Na internetu je recenzije tega filma ko listja in trave, o tem, kar sem zdaj povedal, jaz nisem zasledil niti besede. Pa je vse v filmu. Če ga boste pogledali, boste se lahko prepričali. Vsa ta vprašanja, ki sem zdaj zastavil, so eksplicitno izrečena v filmu. Jaz nisem zasledil enega recenzenta, ki bi se mu to zdelo pomembno. Pa je pomembno. In lahko tudi povemo konsistentno zgodbo naprej, pa bo za nazaj potem videti, da je to res, da je pomembno. Namreč, skladno s temi vprašanji se začne tudi Superman spraševati, se je res, kaj jaz kaj sploh delam? Se začne spraševati, a imam sploh kakšno funkcijo še? Mogoče sem jo enkrat imel, zdaj se pa tudi meni zdi, da jo nimam več. Da sem tako kot dinozaver. Da pravzaprav nimam tle več kaj početi, mogoče bi moral spokati kufre pa jeti kam drugam. Ker je osupljivo, da se superjunak sprašuje, ali je sploh potreben. Tega niste zasledili zlep nikoli. Superjunak se nikoli ne sprašuje, ali je potreben ali ne, in ljudje se nikoli ne sprašujejo, ali ga potrebujejo ali ne, ker je enim in drugim jasno, da ga. In da mora biti. In da je prav, da je. Zdaj se pa sprašujejo in eni in drugi. To pravi, tudi superjunak se sprašuje. In očitno je videti, da je kar precej depresiven zaradi tega. Depresiven je, ker nima več svoje vloge. Ker se mu zdi, da jo nima. In ob vsem tem spraševanju je ves čas v zraku še eno vprašanje, ki sledi iz podnaslova samega filma. Kako je z družbeno pravičnostjo? Kako živijo ljudje svoja vsakdanja življenja? Kako je z idejo pravičnosti? To je izjemno aktualna tema iz našega vsakdanjega življenja. Ne samo v filmu, v tudi našem vsakdanjem življenju je tako. Koliko se danes ljudje, sploh vsaj v javnosti, na glas, še sprašujejo glede družbene pravičnosti? Koliko krivic se zgodi vsak dan in jih ljudje mirne duše prenašajo? Ali pa celo nimajo zavesti, da obstajajo? Ljudje morda še imajo zavest, da se njim osebno dogajajo krivice,
ampak to ni isto kot družbene krivice ali pa družbene nepravičnosti. Gotovo je danes eno zahtevnejših vprašanj, tudi aktualnih, prečih vprašanj, zakaj se recimo, razmerja med bogatimi in revnimi na tem svetu nenehno povečujejo v prid enih. Čeprav se zdi, namenoma uporabljam to besedo, saj zdi se, ker to nenehno govorijo, da se vsak dan trudijo na vseh koncih sveta, vlade, na primer, in drugi ljudje, in inštitucije, in organizacije, da bi zmanjšali razlike med revnimi in bogatimi. Ampak te so dokazano iz dneva v dan večje. Kako je to možno, da se toliko ljudi trudi, da bi jih zmanjšali, če že ne odpravili, so pa vsak dan večji? Zakaj so bogati ljudje vsaj najbogatejši, čeprav se zdi, še enkrat pravim zdi, ne, da jih nenehno omejujejo po letu 2008. Bankirji so danes bogatejši kot leta 2007. Pa jih skozi omejujejo in regulirajo. Očitno torej nekaj šepa v tej zgodbi. Zato je dobro o tem razmisliti. Gotovo, da je koristno, ker lahko spoznamo, kaj šepa, zlasti pa zakaj. In ta film gledam natanko skozi to optiko. Skozi spraševanje o tem, zakaj se o družbenih krivicah v vsakdanjem življenju tako malo govori. Govori se na ravni posameznika, prav gotovo. Ta je reven, on je obobožal, temu so hišo vzeli, ta ne more na morje. Na tej ravni se govori veliko. Ne? Se govori. In se tudi rešuje posameznike. Gotovo, da se jih. Imamo botrstvo, cel pomežik sonca. Cel kup projektov imamo, s katerimi rešujemo posameznike, naprimer otroke, da grejo lahko na morje, ali pa da ljudje lahko plačajo položnice, ali pa da jim hiše ne zadobijo. Gotovo, da je tega veliko. Ampak to ni isto kot družbena krivičnost, ki je sistemska. To je krivičnost na ravni posameznika, ki se ga da rešiti, se ga da. Enega, pa drugega, vsakega posebej se da. Ampak s tem ne odpravljamo družbene krivičnosti, ki je sistemska, ki je inherentna, ki je vgrajena v sam sistem. Medtem, ko rešujemo posameznike, da bojo šli recimo lahko na morje čez 2 meseca, bodo bankirji postali še bolj bogati, kot so. Torej, rešujemo problem tam, kjer ga je očitno lažje reševati. Pomagati posameznikom. Lažje je dati žepa 5 evrov, ali pa 1 evro, ali pa 1 evro pa 25 centov, ali pa ne vem, koliko ti pač dol potegnejo, če pokličeš na eno številko, kot pa si zastaviti vprašanje, ki se ga zastavlja ta film. Kaj pa je z družbenimi krivicami, sistemskimi, ki ostajajo nedotaknjene, medtem ko rešujemo posameznike. In na tej točki zdaj lahko zavijamo v zgodovino filozofske misli in bomo hkrati še odgovorili na tisto začetno vprašanje, ki je kolega postavil. Mi moč lahko še kaj več o tej krivičnosti povedali? Sej bom, zdaj bomo naredili eno vink, pa se vrnemo, pa bomo, bomo nadaljevali s tem. Eno vink bomo naredili zato, ker potrebujemo, če hočemo misliti svet, realnost, družbo in svoj položaj v svetu, rabimo miselna orodja. Mi ne moremo spontano misliti sveta. Preprosto naša vsakdanja zavest, spontana zavest ne seže dovolj daleč. Mi družbene krivičnosti ne vidimo, ker ne hodi po cesti. Jo ne vidimo. Mi jo vidimo šele, ko imamo v rokah, na primer, teoretska orodja, Marksov kapital. Brez takih miselnih orodij družbene krivičnosti ne moramo prepoznati. Za nas ne obstaja. In natanko to je, primer, eno velikih vprašanj, velikih problemov norveške filozofije, ki ga artikulira šele Immanuel Kant. Šele Immanuel Kant v času, recimo v drugi polovici 18. stoletja, v koncu v času recimo francoske revolucije. Šele takrat
en filozof uspe dokazati tole. Uspe dokazati, da, in to njegovo razmišljanje je neposredno povezano z vprašanjem človekove svobodne volje. Neposredno. Z vprašanjem torej, ali je človek sploh svoboden ali ni. Kant ve in zna dokazati, in to naredi v svojih knjigah, da človek lahko, morda ne zlahka, ampak lahko pa misli, kar bo seveda takrat revolucionarna trditev, ena od revolucionarnih trditev, se je bil Kant prvi. Celotna novejška filozofija šele postreže človeštvu z dokazi, z argumenti, da ljudje lahko mislimo realnost, da ni od Boga dana in da ni Bog tisti, ki jo pojasnjuje in da niso fajmoštri tisti, ki jih rabimo, da nam bodo pojasnili, ampak da imamo možgane v svojih glavah in da lahko mislimo sami. To je novejška ideja. Tisočletja in tisočletja in tisočletja ljudje nimajo te ideje. Kar pomeni tisočletja ljudje preprosto ubogajo svečenike, vrače, kralje, posrednike, ne, za katere se zdi, da znajo pojasnjevati svet, niso pojma imeli o njem, ampak vseeno so pač to počeli, ljudje so jih ubogali in poslušali in tako dalje, potem darovali, ne vem, device in ovce in koze in krave in ne vem pa vse, ne, da bi bilo tako, kot so rekli, da pač mora biti itd. Ne. Torej, ta ideja, da znamo ljudje misliti svet, je stara nekaj stoletij. Nič več. In torej Kant posveti ogromno časa, da bi dokazal, ali ljudje lahko, res lahko, onkraj vsakega razumnega dvoma, objektivno mislimo svet okrog sebe. Ali to naši možgane dejansko zmorejo. Kant seveda ni bil nevrolog, takrat nevrologije tudi še ni bilo, ampak je vseeno nanizal vrsto dobrih dokazov, da to zmoremo. Da naš to zmore, da z rabami uma lahko mislimo realnost, kakor hočete natančno. Da pravzaprav ni nobene meje. In obstaja tako rekoč kantovski film. Kantovski film, ki ga velja omeniti na tem kraju. Če bi gledali naprimer ta film, ali pa obratno, če bi brali Kantovo kritiko čistega uma, naprimer, čeprav tega ljudje ne počnejo, ne, še v gimnazijah, a ni to žalostno? Ljudje se šolajo tam v povprečju 13 let, 9+4, nekako. Pa da slišijo enega filozofskega stavka, če niso ravno iz gimnazije. To je peščica. Večina ljudi ne sliši do svojega, se pravi 6. in greste, tam nekje do svojega 20. leta, razen če nima ali posebnega interesa, enega filozofskega stavka. To je obupno, če mene vprašate. In če bi gledali film, tak, ki ga bomo zdaj omenil, ali pa če bi brali kritiko praktičnega ali pa čistega uma še bolje, ali pa malo vse tri kritike so vse Kantove, potem bi morali to narediti skupaj. Brati Kantove kritike in gledati film, ki ga je Vincenzo Natali posnel leta 1997, naslov ima pa Kocka. A znate ta film? Cube. Enega. To je še en film, ki piše, ta je zdaj. To je fenomenal. To je čist neverjeten film, ki je, in to je tisto, kar mene spravlja v ekstatična stanja. A veste, da v tej kulturi, v kateri danes živimo, ne, ki temelji na podobah in tako naprej, možno narediti, naprimer, kantovski film. Ne, možno narediti film, ki ga berete skupaj s Kantovimi kritikami. Pa tudi, če ga ne, če ga samo gledate, da bi ga pojasnili, je dobro brati Kantove tekste. Ali pa jih nekdo drug prebere namesto vas, naprimer jaz, in potem lahko mislimo
kaj se dogaja, o čem je ta film, Kocka. To je bilo zelo fajn, če bi ga enkrat pogledali, tukaj je lep prostor, imate fajn to. Cube, izjemen film. Zakaj gre, za tiste, ki ga niste gledali? 6 ljudi, med sabo nimajo pravzaprav ničesar. 6 tujcev, 6 neznancev se znajde nenadoma. Pravzaprav niti ne vemo, zakaj, ničesar ne, ampak preprosto so naenkrat gigantski kocki. In na začetku ne morejo vedeti ničesar. Ne morejo vedeti, kje so, zakaj so, kdo jih je tja postavil, ničesar. To je dobro. Zato je prispodoba filmska za svet, v kateri mi živimo. Mi se nekega dne pač rodimo na, dobro, ne v kocki, pač krogli. V svetu se znajdemo. Nemamo pojma, nimamo nje. Zakaj smo prišli, tako smo prišli, kaj je z nami, ničesar. Imamo pa zmožnosti, da to spoznamo, da to odkrijemo. To je kantovski projekt. Kaj lahko vem? Kaj lahko spoznam? Kaj lahko razumem? O čem sem lahko prepričan? Naprimer. In še eno vprašanje iz kritike praktičnega uma. Kaj mi je storiti? Kako naj se obnašam? Kaj je prav? Kaj ni? Vsa ta vprašanja so v hipu zraven, ko gledamo prve kadre tega filma. Neverjetno. In sve, protagonisti, ko se počasi odkrivajo drug drugega, in se znajdejo potem pač skupaj, ker vsak prihaja, ker ta kocka je sestavljena iz manjših kock. Pravzaprav na začetku ne morejo vedeti, ker se znajdejo v enem prostoru, kocki, dobesedno, lahko si mislijo samo, da so se znašli v tej kocki, v tej sobi. In to je vse. Potem počasi odkrivajo, da ima vsaka stena te kocke, se pravi, da je 6 odprtin, 6 vrat oziroma loput, ki jih lahko odprejo in gredo v drugo kocko, pa v tretjo, pa četrto, skratka obstaja neka hiperkocka, ki je sestavljena iz velikega števila majhnih kock. To že vedo, pogruntajo, ker se pač počasi se spoznavajo okolje, tisto mikrookolje, v katerem se znajdejo. Ampak zadeva sploh ni tako zelo preprosta, ker če bi bilo tako preprosto, je film brez veze dolgočasen, sprehajajo se z ene kocke v drugo. Obstaja problem. Obstaja problem, obstaja celo temeljni problem, če hočete. Obstaja ontološki problem. Tanko tako kot v filozofiji. Namreč, postavi se vprašanje, ali obstaja izhod. Ne samo iz ene majhne kocke v drugo, ampak ven, sploh, iz te kocke. Oziroma, kaj je zunaj? A sploh je kakšen zunaj? To vprašanje takoj na mestu. In, da bo zadeva še bolj zapletena, je pa popolnoma realistična. To ni, veste, ne smete misliti, da je film brezvezna fikcija. Ker ni. Postavi še eno vprašanje, kaj ti v teh kockah je cel kup nevidnih pasti, zaradi katerih te lahko umreš v sekundi. To pogruntajo. Nekatere dejansko, film se začne na ta način. Ene nesrečnike preprosto razkosa, razreže, vstopiš v sobo in ne veš, kateri nevidni mehanizem si sprožil že svojo prisotnostjo, svojim dihom, z gibanjem, kjer obstaja kakšen detektor gibanja in nekaj te prestreli ali te ubija ali te zastrupi. Skratka, začenjajo spoznavati, da ni tako preprosto, da kar flankiraš iz ene sobe v drugo, ampak da je treba najprej vedeti. Nekaj je najprej treba vedeti. Prvič, kako prideš sploh iz ene sobe v drugo in drugič, ali je ta soba varna.
In tretjič, ali to kam pelje? A se sam vrtiš v krogu in hodiš iz ene v drugo? To so vprašanja, pred katerimi se znajde slehernik, vsak človek na tem svetu. Ko se rodi, ko pač počasi spoznava, kaj se dogaja in tako naprej. Ampak film to našo dramo, eksistencialno, lahko skrči 1,5 ure. In to naredi na fenomenalen način. Namreč, samo dogajanje filma gre takole. Počasi spoznajo, ker postajajo seveda vse bolj previdni. Noben hoče umreti, ne? Da je treba iti na izje, počas. Preden gremo v drugo sobo, čakaj, daj, počas, prepričaj, seveda, moraš narediti celo vrsto eksperimentov. Kako naj pa jaz vem, da je sosednja soba varna? Treba pogruntati, treba misliti, kaj vse bi tam lahko bilo, kjera past, katera nevarnost in kako jo testirati, preden stopim vanjo. In da skrajšamo mačka zadevo, počasi se izluščita dve zadevi, če lahko tako rečem. Ena je, da med temi 6 protagonisti eden, ki ima genialne matematične sposobnosti, je avtist. In je avtist, kar je izjemno pomembno. Je avtist. In seveda, če ste kdaj srečali kakšnega avtista, če ste srečali, veste, da so lahko zelo genialni, ampak socialno pa niso sposobni preživeti. Se pravi, on potrebuje druge, da pazijo na njega, da skrbijo za njega. To je pomembno. Okay? In z njim si lahko celotna skupina pomaga, kajti vhod iz ene sobe v drugo sobo je kodiran, oziroma obstajajo koordinate. Počasi pogruntajo, oziroma on pogrunta, da so na vsakem vhodu v drugo sobo napisane koordinate. Okay? In s pomočjo matematike se lahko on, ker pač to obvlada, drugi jo ne, začne počasi orientirati. Dobiva mentalno predstavo, kje v tej kocki so. Ker vidi, koordinate, tja gremo, tam smo že bili, ne gremo tja, vsaka soba ima pa 6, jasno, ima 6 ploskov. Torej, ena stvar, to je Descartovska ideja, Spinozova, Kantova ideja, svet pojasnjuje najbolje matematika. Svet je v bistvu, Bog je matematik. Torej, uporabljajte matematiko in se bo išlo. In dejansko jim gre kar dobro. Matematika je v tem primeru edina zares uporabna, ker samo z matematiko lahko dešifrira tiste zapise. To je ena zadeva, ampak zadeva ni tako preprosta, tudi tako preprosta ni, da bi rekel, ok, fajn, matematika, Bog je matematik, super, dajmo angažirati najboljše matematike v vlado in bomo rešili vse probleme in bomo živeli srečno ever. Ne bomo. Zadeva je še bolj zapletena. In zdaj spremljamo drugo dogajanje. Namreč, ostalih 5 protagonistov pa niso avtisti. Ta je avtist, ta je pravzaprav rešen. Kajti njemu se ni treba ukvarjati, se ukvarja z matematiko, njemu se ni treba ukvarjati z medsebojnimi odnosi. Oziroma morajo drugi skrbeti za njega, zato pa je on avtist. Vseh ostalih 5 se pa pravzaprav morajo ukvarjati drug z drugim. In kaj se zgodi? Da skrajšamo. Na koncu pobijajo vsi med sabo. Edini, ki preživi, je on. Edini. In on tudi najde izhod. Dejansko ga najde. Film se konča tako, da se znajde pri generalnem, preko izhodu iz te hiperkocke. Kaj nam to pove? Rekli smo, da je to kantovski film. Pove nam tole. Kant dokaže, da ljudje lahko mislimo svet. Da pa imamo velik problem, ko se vprašamo, lahko pojasnjujemo svet, kako pa pojasniti samo pojasnjevanje sveta. Kant namreč ve, da svet lahko pojasnjujemo tako,
da pač nekje znotraj sveta stojimo, se pravi, da gledamo na svet, če lahko rečem, iz določenega zornega kota. Vsak zorni kot nam pomaga misliti svet, ne pomaga nam pa misliti samega zornega kota. In natanko tukaj se Kantu zastavi vprašanje o človekovi svobodni volji. Vprašanje je, ali se človek lahko prestavi iz enega kraja, odkoder pojasnjuje svet, na drugega. Oziroma, še bolj zapleteno, zastavi se mu vprašanje o razmerjih med partikularnim, vsak posameznik stoji na posameznem kraju in gleda svet na svoj način, ima svoje mnenje, svoje razlage in tako dalje, in univerzalnim. Namreč, kako naj posameznik ve, da je ravno njegov zorni kot dober, objektiven, univerzalen in tako dalje. Kako lahko to ve? In Kantov odgovor je, ne more. Kar pomeni, da bi bili lahko posamezniki obsojeni na partikularnosti. Vsak ima svoj pogled na svet, kot se reče, svoje razlage, svoje interpretacije, svoje mnenje in tako dalje. In kako zdaj s tem preživeti? Teh 5 v filmu Cube, ki ima ravno to, vsak svoje mnenje, vsak svoje, ne preživijo, ker se med sabo pobirajo. Ker se začnejo hitro spopadati, ne? Ker se grejo drugim na živce, ker vsiljujejo eni svoje mnenja drugim, ker se skušajo med sabo. To, kar počnemo ljudje vsak dan. In klavrno končajo. Torej, Kantu se zastavi vprašanje o naravi univerzalnega. Ali lahko vem nekaj o svetu onkraj vsake partikularnosti, se pravi vsakega možnega mnenja. In pustimo Kanta zaenkrat na mestu, pri miru. Zdaj pa poglejmo njegovega sotrpina, ki živi praktično v istem času, skoraj na istem kraju, skoraj na istem mestu. To je Hegel. Tudi Hegel se ukvarja med drugim z istim vprašanjem. On pa ponudi malo drugačen razmislek, ki se imenuje, ki ga danes imenujemo dialektika. Hegel pa pravi takole. Človek lahko gleda na svet iz določenega zornega kota in zaradi narave dialektike lahko postavi pod vprašaj tudi lasten način gledanja na svet. To pomeni, ne, kar bi bil prvi odgovor, iz enega kraja se pač prestavi na drugega, ne, ker ta drugi ima isti problem, kot ga je imel ta prvi. Se pravi, ko stojite na nekem kraju, ne morete problematizirati kraja, na katerem stojite. Če se prestavite drugam, imate enak problem. Morda lahko vidite zdaj kraj, kjer ste stali prej, ampak stojite na kraju, kjer velja isti problem in tako naprej, v slavo neskončnost. In Hegel se tega zaveda, da ne bomo nikamor prišli, če se bomo samo prestavljali iz enega mesta na drug, ali pa, če bomo počeli to, kar ljudje v sedanjem življenju pogosto počnejo, namreč, če poskušajo drugega prepričati, da bomo bolj prav. To pomeni, da se ena partikularnost popada z drugo partikularnostjo in nikamor ne pridemo. Ker ne moremo biti nikoli prepričani, da ima katerakoli partikularnost, ki je bolj prav od katerekoli druge. Vse imajo namreč isti problem. Hegel se vpraša, prav, kako ga lahko rešimo? Oziroma, a ga sploh lahko? In ga, lahko ga. Zakaj ga lahko rešimo? Lahko ga rešimo zato, in Hegel mora to domnevati. Dejansko je prvi filozof, sploh prvi mislec, ki to dovolj prepričljivo misli. Da bi ta problem lahko rešili, moramo domnevati, da je človek zmožen za notranji razcep. Pravi, da se lahko oddalji tudi od samega sebe. Kot da, ker bi trajalo dolgo časa, recimo do 20. stoletja, do sredine 20. stoletja, da so
razvili koncept subjektov, da smo mi tukaj že govorili, recimo Althusser, Lacan in drugi avtori, recimo Foucault, naprimer, Deleuze, Derrida, skratka, trajalo dolgo časa, ampak Hegel pride do tega problema. Aha, človek se je sposoben razcepiti, pravi, podobno kot bo kasneje rekel, nekaj desetletij kasneje, bo to dokazal pravzaprav Freud. Freud, Hegel potrebuje Freuda, da zna ta problem misliti naprej. Namreč, da je človek lahko, oziroma da je notranje razcepljen, kar pomeni, da se lahko distancira od samega sebe, se pravi, da ni identičen sam s seboj. Da človek ni, tako kot svet tudi ni, identičen s seboj. Se pravi, da obstaja neka razlika znotraj samega človeka. In zaradi te razlike se lahko oddalji od tega, kar sicer verjame, trdi, zagovarja, počne, prepričuje druge ljudi in podobno. In zaradi te razlike je človek svoboden. Oziroma ta razlika, ta notranja razlika, notranji razcep v človekovem duši, v njegovem mentalnem prostoru, duhovnem prostoru, simbolnem svetu, je pogoj svobode. Zdaj, to lahko naredi. In to dejanje imenujemo kontingentno. Zdaj, to dejanje, ta distanciranje, zmožnost za oddaljevanje od samega sebe, je popolnoma naključna. Kar pomeni, lahko se zgodi ali pa ne. In v tem smislu je tudi težava. Ne? Ljudje to lahko naredijo, posameznik to lahko naredi, ali pa ne naredi nikoli v svojem življenju. In nihče ga ne more do tega niti pripeljati, prisiliti, nihče ne more namesto njega tega narediti. V tem je upanje, ker je posameznik svoboden, to lahko naredi, je pa tudi zagata. Kaj ti, moramo se vprašati, kaj pa če ne naredi? Kaj pa če veliko ljudi tega ne naredi? In zdaj se moramo vrniti k vprašanju pravičnosti, oziroma družbene pravičnosti. Kaj ti? Vse kot posamezniki živimo v svetu, v katerem poteka množica procesov, da ravno česa takega, o čemer sem zdaj na koncu govoril, ne bi naredili. Mi ne živimo v svetu, v katerem bi vsi ljudje brali Hegla in prišli do tega spoznanja o naravi dialektike, ki sem ravno kar opisal. Ne živimo. Večina ljudi pojma nima, da je Hegel sploh kdaj živel, kdo je to sploh bil, kaj še ve, kaj je dialektika. Zato so ljudje večinoma prepričani v nekaj, kar je veljalo pred Heglom. Posameznik je identičen sam seboj, njegova zavest je identična sama seboj in spontano zaznava svet in ima pravico, da zaznava tako, kot pač zaznava. Da tako čuti, kot čuti, da misli tako, kot misli in da se obnaša tako, kot se, vsaj dokaj časov pač v Boga ene splošno sprejete norme in pravila in zakone. In tukaj je zgodbe konc. Spontana zavest, ki je taka, kot sem jo opisal, nima absolutno nobene potrebe po dialektiki. Nobene potrebe nima, da sama sebe postavlja pod vprašaj. Nima. Spontana zavest se nikoli, če jo pustimo pri miru, ne bo vprašala, jaz sicer mislim, da je svet tak, ampak čakaj, kaj pa če ni? Ne bo se vprašala. Vpraša se samo pod določenimi pogoji. Namreč takrat, ko se ji kaj zatakne, ko trpi, ko čuti bolečino, ko čuti krivice, tako naprej. Se pravi, ko deluje neka sila na njo, na to spontano zavest, ko deluje sila, takrat se morda, pa še to ni nujno, začne spraševati, kaj pa če svet vse ni tak, kot jaz mislim, da je. Nobene nujnosti ni, da se to zgodi. Nobene, zato ker je spontani odziv, spontane zavesti na bolečino, trpljenje, krivice in tako naprej, je, da poskuša pojasniti vse to. Pač s tistimi miselnimi orodji, ki jih ima. Ne vem, trpim, vse je tudi prav, da trpim, vse drugi tudi, ali pa vse drugi še bolj jest, ali pa vse pravzaprav to ni tako hudga, ali pa življenje je treba pač prenašati, tako to je, se mi je že stara mama rekla, da pač itd. Torej, nobene nujnosti ni,
da bo človek kadarkoli postavil lastna mnenja, prepričanja in tako naprej pod vprašanje. Da bo začel dvomiti, da se bo začel spraševati, da se bo začel obnašati, kot pravi Hegel, dialektično. Še več. Zdaj moramo pa pritegniti še enega avtorja k Kantu in Heglu, moramo pritegniti še enega, ki pride kasneje, kot sem že prej omenil, to je Freud. Freud pa nam namreč lahko postreže še z nečim. In to so spoznanja, do katerih ni prišel do Freuda nihče. Freud je prvi, kar pomeni približno 130 let nazaj. Ker je vsupljivo, šele 130, 120, 100 let nazaj. Prvi človek pride do enega spoznanja, ki neposredno nadaljuje Hegelovo razmišljanje, Kantovo razmišljanje, Spinozovo razmišljanje, Descartovo razmišljanje. Skratka, vidite, da obstaja zgodovina nekaterih konceptov, nekaterih idej in kako so se ti koncepti razvijali, ker niso kar padli z neba in tudi ljudje se jih niso izmislili. Kant se ničesar izmislil, Hegel tudi ne in Freud tudi ne. Ima pa izkušnjo. Freud ima izkušnjo, ki nam pomaga misliti zagato, ki jo misli Hegel in zagato, ki jo misli Kant. Naprimer, o naravi človekove spontane zavesti, o naravi njegovega notranjega razcepa, do katerega smo že prišli, s Hegelom, do vprašanja o človekovi svobodi. Kaj nauči analiza, ki jo Freud izumi dobesedno? Kaj ga nauči analiza, oziroma kaj ga naučijo njegove pacientke? Kaj na začetku hodijo za ženske, pacientke. No, Freud se nauči od svojih pacientk tega. Pacient pride v analizo, ker ga neka sila tja prižene. Drugače ne pride. Ni šans. Katera sila ga prižene? Je trpljenje, bolečina. Ne mora več kot živi. Bolečina, trpljenje, miselno samomor, depresija, whatever. Se ni važno, neka sila, ampak to je pomembno. Sam se ne odpravi. Neka sila, ki deluje na njega, ga dobesedno prisili, da potrka pri Freudu. Konc, dragi Freud, jaz trpim. Dobro, mi vemo, kako s trpljenjem universe in začnem pripovedovati. In kaj se dogaja v analizi? Ne, to je noro, ne. V analizi pacient pride prej ali slej, seveda, če ustraja, če prej ne pobegne, pride do nekega vprašanja, do nekega križišča pride. Do tega ne pridete, če greste k psihiatru. Psihiatr vam da zdravila domov, čez pol leta kontrola. Tam ne pridete do nobenih križišč, pa vi sam jejte zdravila, pa pri Freudu pa. Pri Freudu vas pa pravzaprav čaka nekaj, na kar niste mogli tudi slučajno računati. Pacient niti približno ni pripravljen na kaj takega. Kaj se namreč zgodi? Ko analiza poteka, analiziramo simptome, pacient jih generira, analitik jih analizira, zato pa je tam, in se pogovarjata, se v nekem trenutku zgodi natanko tole. Pacient ima izkušnjo, dobi čisto empirično izkušnjo, ki je v osnovi tista, o kateri razmišljata Kant in Hegel. To je začuti, da se z njim nekaj dogaja. V osnovi, naprimer, se to kaže kot začenjam ene stvari gledati drugače, kot sem jih prej. Drugače se počutim, kot sem se prej. Drugače se obnašam, to so mi tudi drugi povedali, kot sem se prej. Skratka, dogaja se sprememba. Hvala Bogu, se drugače bil brez veze. Dogaja se sprememba, se pravi, iz ene partikularnosti, iz ene spontane zavesti, iz enega načina razmišljanja, doživljanja, interpretiranja, razlaganja sveta in tako naprej, k drugemu, k nekemu drugemu. Ampak ne zgolj od ene partikularnosti k drugi, ker pa nismo več naredili, ne? To sem eno nevrozo zamenjaš z drugo nevrozo. Ne, zgodi se nekaj tretjega pravzaprav.
kot pravi Hegel, pacient počasi spoznava, ker ga diskurs analize pelje v to smer, da postavlja pod vprašaj lastno partikularnost, se pravi, ne strinja se več čisto s tistimi mnenji, ki jih imel še malo prej, drugače razmišlja kot prej in to tudi zna povedati in podobno. Pravi, oddaljuje se od lastne partikularnosti, hkrati pa se zaveda, da obstaja nekaj, kar ga presega. Pravi, on se začne intuitivno zavedati, da obstaja univerzalno. Ne samo druga partikularnost. Ker če bi bilo tako, potem bi bil upravičen učitek, ki ga na Freuda velikokrat naslavlja, namreč, da Freud zgolj prilagaja ljudi družbenim normam. Če bi bilo to res, potem bi bilo treba seveda analizo ukiniti. Pa jo ne. In je tudi prav, da jo ne. Kaj ti pacient spoznava, kot sem rekel, najbolj čuti seveda, tega še čisto dobro ne razume, naravo univerzalnega. Kaj to pomeni? To je lepo, to je res dobro. Dogaja se mu, da začenja delovati na njega nova sila, natanko tista, o kateri govori Kant, ko razmišlja o morali in o moralnem oziroma etičnem imperativu. Pacient začne spoznavati, da obstajata na tem svetu, na tej kocki, če hočete, dva principa vedenja. Dva principa. Eden je, obnaša se tako, kot ti pravi tvoja spontana zavest, zastopajo svojo partikularnost, bla, 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 drugi zastopajo vsak svojo partikularnost in tako dalje, in tako dalje. To je en princip. Obstaja pa še drugi princip, ki ga lahko povzamemo skupaj s Kantom. Obnašaj se tako, da bo maksima tvojega vedenja. Maksima je pa univerzalni princip. Naprimer, obči zakon, da bo to veljalo za vse ljudi in tako dalje. Se pravi, zdaj pride pacient na nek način zdržja pod kap. Odpoveduje se svoje partikularnosti, da bi se podredil nečemu, kar je še hujše od te partikularnosti. Zaradi te partikularnosti je sploh prišel v analizo, ker je trpel. Zaradi nje. Proizvajal simptome, bil depresiven, obsesiven, ne vem, bulimijo, imel anoreksijo, imel whatever. Zdaj pa pravzaprav prihaja pod pritisk še večje sile. Kaj boš storil v svojem življenju, kako boš razmišljal, kako se boš obnašal, da bo maksima tvojega delovanja obči zakon. Ne tvoja partikularnost. In pacient se v nekem trenutku zaradi delovanja te sile znajde pred odločitvijo. To je natanko tista odločitev, ki jo spremljamo, če gledamo film Matrico. Če gledamo Matrico, vemo, da se Neo dvakrat znajde pred odločitvijo. Prvič v avtu, ko ga peljejo k Morfeju. Ko hoče izstopiti in mu rečejo, prav, imaš dve možnosti. Ne? Highway or our way. Lahko greš domov, nazaj po cesti in počneš whatever you want, ali greš pa z nami. The choice is all yours. To je odločitev tvoja. In tam se Neo prvič odloči, da ne gre nazaj domov. Zakaj ne gre nazaj domov? Zato, ker ga zanima resnica same matrice. Ali pa, če hočete, kocke. Ali pa, če hočete, življenja. Ali pa eksistence sveta, realnosti, kakor hočete. Torej, nazaj poti za njega ni več. In to se zgodi pacientu. Ko se pacient odloči, da bo šel v analizo, se odloči, ni nujno, da to ve, da hoče spoznati resnico lastnega trpljenja. Morda on tega ne ve, morda se zgolj hoče znebiti trpljenja, ampak mu bo analitik povedal, ne, ti si prišel zato, da boš spoznal resnico svojega trpljenja. Ne samo, da se ga boš znebil, ampak da boš spoznal tudi resnico. In ko stopi skozi vrata, analitik, pacient, ni več poti nazaj. Sicer lahko gre nazaj, seveda lahko gre. Lahko reče, jaz nisem za to analizo, grem domov in kakšen tudi to reče. Ampak potem se zgodba samo ponovi, simptomi, bla, 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 bla.
To je prva odločitev, ki jo mora sprejeti neo. Potem postaja še ena. Saj veste, ko pride k Morfeju, mu pa da na izbiro 2 tabletki. Ali modra, ali pa rdeča. Kaj mu reče Morfej? Če hoče spoznati resnico, matrice, potem moraš na nek način, in to bi rekla tako Hegel kot Kant, oziroma Hegel morda še malo bolj Kant, moraš izstopati iz matrice. In to v filmu tudi vidimo. Neo dobesedno se odklopi, dobesedno, od matrice. In ekvivalent tega je odklopiti se od lastne partikularnosti, odcepiti se od svoje nevrotičnosti, odcepiti se od svojih simptomov, odcepiti se od svojega načina življenja, odcepiti se, you name it, svojega načina razmišljanja, svojih mnen, bla, 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 bla. Dokler se to ne zgodi, ni rešitve. Lahko greš nazaj, lahko živiš tako kot prej, dolgočasno, smo že trikrat povedali. Če pa to narediš, potem seveda Morfej lepo reče Neo, jaz ti lahko ponudim samo resnico, nothing else. Ker je zanimiv stavek, kaj drugega pa še bi bilo za ponuditi. Enako se zgodi pacientu, popolnoma enako. Na neki točki v analizi se bo znašel pred tem vprašanjem, pred dilemo, če lahko rečem. In tle Freud nima nič zraven. Freud mu nič ne vsiljuje, nič mu ne ponuja, nič mu ne razlaga, nič. Freud samo tam posluša, Freud samo tam je. To je njegova naloga. Njegova naloga je, da posluša, pa da daje kakšno zinje. V možnosti seveda kakšno pametno. Pacient je tisti, ki pravzaprav naredi analizo in on se mora odločiti. Glede česa. Pacient se mora odločiti, ali bo izstopil iz svojega prejšnjega sveta, ali teoretsko rečeno, in Freud je zato potreboval nov koncept, ali se bo odrekel svoji fantazmi, skozi katero zaznava svet, ga razlaga svet, čuti svet, doživlja svet in tako dalje, ali pa ne. Če ne, gremo nazaj. Greš domov, Če pa da, potem si se pravzaprav odrekel nečemu radikalnemu. Če da, ne moreš več zaznavati sveta tako kot prej. Ne moreš ga več razumeti tako kot prej. Ne moreš se več obnašati tako kot prej. Ne moreš več vstopati v medsebojne odnose z drugimi ljudmi tako kot prej. Preprosto se ne da. Zato analiza ni dodatek k nečemu. Čeprav bi pacient to rad, ker je lažje, ker je manj boleče. Pacient bi rad nekako tole. Jaz bi še zmeraj tako želel kot prej, dajmo samo tisti delček izrezati iz moje eksistence, ki ga predstavlja simptom, bolečina, trpljenje, težava, karkoli. Freud pa reče, sorry, vse ali pa nič. Ne gre. Če želiš the easy way out, lažjo pot, lažji izhod, moraš iti, ker smo psihiatrov. Psihiatri se obnašajo tako. Vi boste živeli še naprej tako, kot živite, jaz bom dal samo eno tabletko in bo tisto, kar čudežno zginilo. V resnici pa ne bo. Ker ne more, ker naša eksistenca ni tako narejena, da kar nekaj izgine čudežno. Zato, ker smo dali eno tableto. Gre za globlja vprašanja o naravi naše eksistence tja navzdol do ontologije, kot sem že prej rekel, do tega temeljnega občutenja lastne eksistence, temeljnega občutenja, ne skozi svoje metafore, skozi svoje mnenja, ki smo jih nekje prebrali, nekje smo se jih naučili in vanje verjamemo ali pa celo verujemo. A veste, ko govorimo o ontologiji, govorimo, da postavimo vse to radikalno pod vprašanje. Da se vprašamo, tako kot se sprašuje filozofi, ali je sploh kaj od tega res? Kaj pa, če je vse iluzija? Kaj pa, če so vse naše predstave o realnosti zgolj iluzije? Ali je možno tudi to misliti? Je! Vsak resen filozof mora priti do tja. Za pacienta ni nujno, da bo prišel, ker ni nujno, da bo vstopil v analizo. Ampak ko pa enkrat je v analizi, če ne bo spet pobegnil iz nje,
ga bo pa analiza sama pripeljala natanko do teh vprašanj. In to so boleča vprašanja. To niso enostavno. To ni enostavno za svoje življenje ugotoviti, da se zadnjih 30 let živel v iluziji. To ni enostavno. To je težko, to je naporno, to je zahtevno. Sploh pa odpovedati se stvarem, katere sem verjel 20, 30, 40, 50 let, a ste nori. Seveda se nočem, itak da ne. Ampak analiza pravi, prav, ko krčeš. Ko krčeš, lahko se tudi temu ne odpoveš. Ampak s tem moraš vzeti tudi svojo nevrozo, bolečino, trpljenje in tako dalje. Preprosto ne gre 50-50. Enostavno ne gre. Vprašanje o temeljih naše eksistence so neverjetno zahtevno vprašanje. Ali sploh obstajajo kakšni temelji naše eksistence? Kaj pa, če naše eksistence stojijo prazne, na primer? Kaj, če razmišljate recimo tako, kot razmišljajo v zadnjih letih, na primer, nekateri teoretski fiziki? Zelo zanimivo pogledati, kako razmišljajo nekateri teoretski fiziki o naravi, recimo, vesolja. Ena od idej je, da je recimo vesolja sama gigantska simulacija. Ena sama gigantska simulacija, pa recimo hologram. Obstajajo zelo resne ideje, da smo, na primer, ljudje zgolj delčki ene simulacije, ki so jo zagnali mogoče neki drugi žbijo, kao in to. Da morda v nekem drugem vesolju delajo eksperimente. Na pogled so to videti zblojne ideje, pa za tem stojijo resna znanost, za Boga, za tem stoji resna matematika. In to ni enostavno sprejeti. Naša zavest, naša vsakdanja zavest je navajena na bolj, manj abstraktne zadeve, bolj preproste zadeve, kot so, to ne primamo, tega se dotaknemo, moja roka je tukaj, ni kar neka simulacija, ni digitalni zapis v nekem računalniku ali kaj že. Ampak, prej ali slej bomo o teh zadevah morali zelo resno razmišljati. Mislim, spet, ne bo nam treba. Lahko rečemo, ker ne mi fiziki razmišljajo o tem, mi pač ne bomo. Se to možno vedno imamo, ker ste rekel, a smo svobodni, ne. Smo, radikalno smo svobodni. In to lahko naredimo. In enako je z vprašanji, ki smo se ga prej lotili, družbene krivičnosti, pa družbenih krivic, nepravičnosti. Mi lahko vse življenje ustrajamo in preživimo tako, da se nam to vprašanje ne zastavi niti enkrat. Lahko. Celo komod. Z lahkoto. Se rečemo, da ne drugi razmišljajo. Ker nam je udobno. Nam je udobno. Mi smo begunci iz Sirije. Nam je udobno. Nam pravzaprav strogo vzeto sploh ni treba misliti. Nam, ki smo zdaj tukaj, strogo vzeto v vsakdanjem življenju, ni treba misliti, ali pa blažje rečeno, ni treba kaj prav dost misliti. Zadošča, da sledimo pač tistim potem, na katerih smo že zdavne navajeni. Ampak, če bi bilo tako enostavno, potem seveda ne bi smeli biti zdaj tukaj, pa bi morali to ukiniti, tale naša sreča. To, da ste tukaj, dokazuje, da verjamete, da zadeva ni tako preprosta. In v resnici ni. In zdaj gremo nazaj še čisto na začetek k filmu, Batman proti Superman. Zadeva, kot smo prej že povedali, je v nekem trenutku zelo depresivna. Še enkrat. Zdi se, da junaki niso več potrebni. Ampak kaj pa pravzaprav, če natančno premislite, junak sploh je? A ni to najprej ideja? Ko beremo pravljice svojim otrokom, mi pripovedujemo o idejah. Saj otrok ima še nekaj časa zmožnost, ker živijo v magičnem svetu, da verjame, da so res obstajali Janko in Metka in Sneguljčica in Pepelka in Trnuljčica in tako dalje. Pa tale Božiček tudi. Ampak vemo, da tam pri 5-6 letih približno pač otrok izstopi iz magičnega sveta in nažalost pač mora ugotoviti, da ni teh. Ampak vse otroci nimajo posebnih težav. Enih mogoče imajo, ker jih starši neurotizirajo, ampak večina pa nima. Pač ugotovijo, Janko in Metka, to je samo metafora. Batman in Superman, to so samo metafore.
Super, če so pa metafore, pa jih pa mislimo kot metafore. Ne? Zakaj delajo filme Batman versus Superman in tako dalje? Zato, ker Hollywood nima kaj drugega početi, pa zato, da zasluži veliko denarja. Dobro, med drugim to je zato, ne? Ampak v resnici je to itak narejeno po zelo resnih zgodbah, po stripih in tako dalje. Zatem so resne ideje. Batman in Superman sta dve ideji. V resnici sta to dve metafore. Zdaj pa pogledamo, kateri dve. Zdaj vam bom pokazal, da pokažem eno sličico. Lih fajn sonce se imamo presijelo. Eno sličico, ne to bom dali. Tole sličico vam bom pokazal, oziroma pokazal, ja, to bom dali. Način. Projektor je tega prižgati. Torej, narediti mora pa kaj? Aha, daljinske, imate prav, ja, te so pametne naprave, ki se izklopijo, vse dobro. Super. Nas na ta način prisilijo, da jih upoštevamo, da... Save energy. Vse prav, ja. No, upam, da bo. Vse bo. Pokazal eno podobo, ki je postala del teoretske misli, filozofske misli, humanistične misli 20. stoletja. To je klasična podoba, ki zasluži, da se od nje ustavimo. V bistvu je del vsakega resnega edukacijskega procesa, če se človek... to je to, ja. Če se človek resno loteva recimo filozofije, humanistične misli, psihologije, vse mislim, da je jasno, če hoče resno misliti svet, v katerem živi. To je del tega edukacijskega postopka. Desetletje nazaj, ta slika je v resnici bila objavljena na tej reviji in Roland Barthes recimo je bil eden od avtorjev, ki se je resno lotil analize te podobe. Čeprav bi skladno s tem, kar smo danes govorili, bi lahko rekel, slušna slika, koga pa to zanima, vse je fajn, ali pa bi se lahko, če bi bili Francozi, ne bi se nas lahko zbudila kakšna zanimiva čustva, to bi bilo pa tudi vse. Če pa se resno ukvarjate z humanistično mislijo, potem je pa ob tem treba povedati še nekaj, in to je zdaj zelo uporabno za naše razumevanje Batmana in Supermana, ki sta dve ideji, ki sta dve metafori. In zagate, v kateri se znajdemo skupaj z prebivalcem mesta Gotham v filmu Batman proti Supermanu s podnaslovom Zora pravice, pravičnosti. Govorimo o rojevanju nečesa. Torej, kaj vidimo? Vidimo mladega, torej fantka, dečka, ki očitno, torej saj na prvi refleks, ni Francoz, zelo verjetno je nekje iz Afrike. To lahko rečemo čisto kot nosilce naivne zavesti in imamo to pravico, da rečemo. Ki je v francoski uniformi, kar je že bolj pomembno, očitno pozdravlja oziroma salutira in gleda nekam, ampak mi pravzaprav strogo vzeti, da ne vidimo, kam gleda, lahko pa sklepa. Zelo verjetno gleda kam. Zastavo, francosko zastavo, zelo verjetno. Tega ne vemo, ampak zelo verjetno najbrž je tako. Salutira, pozdravlja, mirno, v francoski uniformi je, torej verjetno trobojnice, francosko zastavo. Kaj nam ta metaforična slika pove? Kaj še lahko ugotovimo? Lahko ugotovimo najmanj, in za naše potrebe bo to dovolj, dve zadevi. Ena je, da se vprašamo, kaj dela temnopolti otrok v francoski uniformi. Vse odgovor je pri roki. Francija je kolonialna sila, ta otrok je del francoskega imperija, da je koloniziran, ampak on je, ne vemo sicer iz kakšnih razlogov, sprejel svojo podrejenost francoskemu kolonizatorju in ga celo pozdravlja, ga salutira oziroma je oblečen v uniformo kolonizatorja. To lahko sklepam, zagotovo lahko, kamot. In s tem nimam posebnih težav. Druga ideja je pa malo bolj zapletena. Namreč,
lahko bi kdo rekel, ja, ampak ne gre za kolonizatorske sile, za izkoriščanje ljudi, za vojno, za nasilje in podobno. Gre za nekaj drugega. Gre za to, da je francoski imperij, francoska država tako razsvetljena, tako humana, tako dobra, da v svojem imperiju, v svojem okolju, v svojem svetu z lahkoto sprejema najrazličnejše ljudi, naprimer tudi temnopolte otroke iz Afrike, in ti najdejo v tem velikem prostoru svoje mesto pod soncem, kot se reče, svojo identiteto in tako dalje, ker se ni videti, da bi ta otrok kaj prav zelo trpel. Očitno je celo nasprotno, da čist mirno in spoštljivo salutira, pozdravlja, naprimer, francosko zastavo. In seveda bi lahko nadaljevali. Kaj smo s tem naredili? Videli smo eno samo podobo. V filmu bi bilo to lahko, naprimer, en kader. En film, to smo že povedali, je sestavljen vsaj tam v povprečju iz približno 1000 kadrov. Lahko jih je več, lahko jih je manj, to ni pomembno zdaj. Če lahko ob enem samem kadru povemo, potem bi lahko naredili predavanje, ki bi trajalo 2 ure. Kaj potem lahko povemo ob enem filmu, ki ima, naprimer, 1000 kadrov? Zadeva se odpre na en zelo zanimiv način, na kateri, natančno na tale. Zdaj si pogledamo še eno podobo, še eno sliko, plakat za film, ki sem naredil, ki ga najverjetno poznate in tako dalje. Zakaj je ta film s Humphreyjem Bogartom prišel Ingrid Bergman v zgodovino filma? Zakaj ni po naključju zdajle na tem platnu? Na tem platnu je zato, ker je. Moramo že gledati, je že to kure? Mi lahko veste, kaj? 2 minute. Aha, 2 minuti, pa je bil znak čist streda, pa povejmo še to v 2 minutah, pa nadaljevali. Če poznate ta film, najbrž ga. Okay. Potem veste, kako se film konča. Okay? Rik in Ilza se razideta. Ne odjezita skupaj v sončni zahod, nista skupaj. Ne? Ampak se nekaj zgodi med njima. Če se spomnite zadnjega stavka, ki si ga izrečeta, ko gresta na razen. On gre v svoj bar, on pa če gre, se rečeta kaj? Ok, greva vsak na svoj konc sveta, ampak vselej bova imela najin Pariz. To pa ostalo. Kot spomin, kot ideja, bo ostala, čeprav bova narazen. To je film, ki je prišel v zgodovino filma, ki je ponudil nekaj novega gledalcem. Ponudil jim je na nek način je izstopil je iz klišejev, hollywoodskih klišejev, ki jih je bilo takrat ogromno, kajti za gledalce, pa tudi za producente in snemalce in tako dalje, režiserje, je bilo najbolj pri roki, bilo je najbolj priročno in polnilo je blagajne, da se je film končal tako, da ni problematiziral fantazem niti samih protagonistov, seveda niti gledalcev. Gledalci so zaradi tega pomirjeni in srečni in veseli odšli iz dvorane in so se dobro počutili, če sta glavna igralca odjezdila v sončni zahod, kot se reče, se končno po vseh peripetijah združila, objela, prijela za roke in pač odšla svoje usodi na poti in ljudje so bili vsaj za uro ali pa za 2 ali kaj takega zadovoljni. To je kliše, ki je res obupno slabo slišati, ampak tako je bilo. In danes je nič drugače.
In zdaj, da bomo končali, natanko na tej točki smo v filmu Batman proti Supermanu. Nekaj se postavlja pod vprašaj. Nekaj, zaradi česar čutimo, da zgubljamo tla pod nogami. Nekaj ni več tako, kot je bilo. Ko se Superman začne spraševati, a je sploh prav še, da obstaja, a ima še kakšno vlogo na tem svetu, in ko se ljudje sprašujejo, a ga sploh še potrebujemo, potem se je s tem svetom nekaj radikalno spremenilo. Kaj? Bomo pa drugič povedali. Hvala lepa.